Ko je bilo že videti, da je izbira datuma volitev edino vprašanje, okoli katerega se vrti slovenska politika, je kdo pa drug kot Janez Janša poskrbel za dodatni zaplet. V ponedeljek so Janeza Janšo pričakovali na sodišču, kjer naj bi se proti njemu začelo sojenje, ker je o nekom, ki trdi, da ni bil sodelavec Udbe, menda dejal, da je bil sodelavec Udbe. Kakorkoli že, z začetkom sojenja ni bilo nič, saj Janša na sodišče ni prišel. Kot opravičilo je navedel, da se mu je na poti pokvaril avto. Po prvih ne do kraja preverjenih govoricah mu je menda zakuhal akumulator. Morda pa mu je v resnici zaribal alternator oziroma vrag si ga vedi kaj. A temu seveda ni nihče nasedel. Kdo neki bi verjel, da se prvaku opozicije lahko pokvari avto ravno na poti na sodišče? Janša je trdil, da je pač nekaj počilo, se pokadilo in zaškripalo. Nato pa je avto obstal, a dvomljivcev ni prepričal. Strokovna ekspertiza, ki so jo opravili pisci na forumih, je bila bolj ali manj enoglasna. Če je nekaj počilo, se pokadilo in zaškripalo, to še zdaleč ne pomeni, da je indični krog sklenjen, zaradi česar bi smeli sklepati, da se je avto pokvaril. Še več, nedopustno je kar tako obtoževati avto, da se je pokvaril. Vse skupaj naj bi se resda zgodilo ob znanem času, to je v ponedeljek 12. maja dopoldne, in tudi kraj je vsaj približno določen nekje na poti od Janševega doma do sodišča. Ampak kje so dokazi? Eden od domala 400 ekspertov, ki so na spletni strani multimedijskega centra javne RTV hiše podali svoje ekspertize, je zahtevo po jasnih in trdnih dokazih strnil takole. Zdaj naj sodišče zahteva posnetke nadzornih kamer, zahteva naj račun za vleko, račun za popravilo avta in če ugotovi, da se je zlagal, naj ga kaznuje tako kot ostale navadne državljane. Tako je prav. Ja, posnetke nadzornih kamer hočemo videti. Račun za vleko in za popravilo avta naj pokaže, pa dokazila o izvoru denarja, s katerim je vse to plačal, naj seveda tudi predloži. Veliko komentarjev je bilo tudi na račun tega, da Janez Janša pred odhodom na sodišče ni poskrbel za generalni servis avtomobila, kot to ponavadi stori vsak pošten državljan. Da bi zameglil svojo odgovornost, ker ni pravočasno ukrenil vsega potrebnega, da se avto ne bi pokvaril, se zdaj Janša izgovarja celo na Klaudijo Šifer, ki da mu je menda zagotovila. That's impossible. An Astra doesn't break down. Po naše bi se reklo, to ni mogoče. Astra se ne pokvari. Ker je torej prejel obljubo slavne manekenke, si Janša ni delal skrbi, da bi utegnilo biti z njegovim avtom kaj narobe. To dejstvo Janšo sicer za silo opere krivde opustitve skrbi za brezhibnost vozila pred odhodom na sodišče. Po drugi strani pa bi bila lahko manekenkina obljuba dodaten dokaz, da okvare v resnici sploh ni bilo in da nam Janša prodaja zgolj nekakšne indične milne mehurčke. Seveda pa se Janez Janša, kot je zanj značilno tudi sicer, noče vdati, temveč trdi, da se mu je Klaudija kasneje prikazala še enkrat. To ni mogoče. Avto se je pokvaril, jo je Janša spomnil na prazne obljube. Ona pa mu je odgovorila: nisem rekla Volvo, temveč Astra se ne pokvari.